Rad bi spregovoril par misli o Veliki noči. Velika noč, kot vemo, je največji krščanski praznik. Sprav, ja, mora biti nekaj bistveno povezanega z Jezusom. Zdaj, večina ljudi ve, da ima nekaj v zvezi z njegovo smrtjo, z njegovim ustajenjem in pač kristijani to praznujemo. Ampak zdi se mi dobro spregovoriti nekaj misli o tem, v čem je pravzaprav veličina tega in v čem je moč tega, kar je bistvo Velike noči. Zdaj, najprej moramo vedeti sledeče, da evangeliji poročajo, da je bil Jezus iz Nazareta na Veliki petek, prav na petek pred Pasho, ki je bil judovski praznik, da je bil križan, da so ga eksekutirali rimski vojaki, ki so bili za to profesionalci, se pravi, je stvar glede tega gotova. Tukaj glede teh stvari ne moramo imeti dvomov, recimo, da mogoče ni bil čist mrtev ali pa kaj takega. Rimski vojaki so poznali svoj posel. In tudi, če bi se jim slučajno nekdo izmuznil živ, bi mogli za to plačati s svojim lastnim življenjem. Se pravi, tukaj je eno čist temeljno zgodovinsko poročilo o tem, da je bil spomladi, verjetno je bilo to leta 30, ampak se tudi ni važno, če je kakšno leto gor ali dol, je bil nek Jezus iz Nazareta križan zunaj jeruzalemskega obzidja. In potem evangeliji tudi poročajo, da je ta isti Jezus se čez 3 dni nepreklicno vrnil nazaj v življenje. In to v skladu s tem, kar je sam prej govoril, čeprav prej njegovi učenci tega sploh niso razumeli. In tudi se zdi, tako kot je sam razložil, potem je to tudi v skladu z enimi stvarmi, ki jih je pa Bog, Izraelov Bog, že v stari zavezi napovedal prek raznih prorokov. Se pravi, tukaj imamo, prva stvar je neizpodbitno zgodovinsko dejstvo, tudi druga stvar je, kar se mene tiče, je zgodovinsko absolutno dovolj izpričana, da smo glede tega lahko gotovi celo čist, bom rekel, po razumski poti, brez recimo vere, brez Svetega Duha. Čeprav seveda je pa hkrati to dejstvo, ki ima izredno, kaj ne rečem, duhovno, eksplozivno moč. Namreč prav to dejstvo ustajenja. Ker zdaj, če pogledamo, kako so evangeliji o tem poročali, so kompletno usklajeni glede tega, da to ustajenje ni bil samo še en čudež obuditve enega mrtvega, ki bo potem spet umrl, ampak je to nepreklicno ustajenje. Se pravi, Jezus se je nepreklicno vrnil v življenje, živ in oživljajoč, tako da ne umre več. Se pravi, tukaj imamo opravka, v bistvu tukaj se razglaša en dogodek, ki je nekaj skrajno posebnega, ki nima nobene paralele, ne prej, ne pol. Je pa seveda jasno dogodek na, kaj ne rečemo, na stezi preroških pričakovanj in upov, ki jim sledimo skozi staro zavezo, namreč da bo Bog ob koncu časov obudil mrtve. In tukaj se pa zgodi zdaj obuditev enega mrtvega, ampak seveda ne katerega koli. Ker tako kot se cela zgodba zloži okrog tega ustajenja, postane seveda zdaj jasno, da je tale Jezus iz Nazareta, da je dejansko bil Mesija. Prav z ustajenjem od mrtvih je Bog potrdil, ne, ta zločinc, ki so ga Rimljani in tudi judovske verske oblasti, ki so ga obsodili na smrt, ta je dejansko Mesija. Ta dejansko je vladar, ki sem ga jaz, Bog, pripravil in ki ga pošiljam. Se pravi, tukaj gre najprej za potrditev, da Jezus kljub temu, da ni vojskovodja, kljub temu, da ni premagal Rimljane in tako naprej, se pravi vsega tega, kar so Judje pričakovali in kar Judje še danes pričakujejo, Jezus je Mesija. In on vlada, in če je Mesija, pomeni, da je tudi vladar. Ker Mesija je najprej vladarski naslov. Se pravi, tukaj se vzpostavlja nova oblast. In zato ne preseneča, da Jezus ene zadnjih besed, ki jih Jezus pove v Matejevem evangeliju, da so dana mi je
vsa oblast v nebesih in na zemlji. Jezusovo vstajenje je torej najprej vdor nove oblasti v ta svet, prav dejansko vzpostavljene, inaugurirane Božje oblasti, oblasti Božjega kraljestva, ki je nastopila drugače, kot smo ljudje pričakovali, kot so Judje pričakovali, oziroma kot Judje še danes pričakujejo. Ni nastopila z vojaško močjo, ampak dejansko je nastopila z močjo duha, z duhovno močjo, z močjo oživljajočega duha, tistega duha, ki daje življenje in ki se oživlja. Se pravi, to je prva eksplozivna moč tega velikonočnega sporočila. Tukaj se je zgodilo nekaj, kar je, ne moremo opisati drugače, kot je vdor življenja v naš svet, tazga radikalnega, tistega, ki nima več konca. Se pravi, Jezus je s svojim vstajenjem v ta svet, naš, ta trenutni svet, takrat je umrljiv, propadljiv, že prinesel moč novega življenja. Sam, obojen od mrtvih, je tukaj sred tega sveta že pokazal, da to življenje obstaja konkretno tukaj, da je otipljivo, da se ga lahko dotaknemo in da je tukaj. Se pravi, to pomeni, da se je v tem svetu odprla razpoka. V tem svetu, ker vemo, da vlada umrljivost, trpljenje, težave, se je očitno odprla razpoka, skozi katero ljudje lahko stopimo in prestopimo v nov način bivanja. No, ampak tukaj moramo zdaj iti pravzaprav en korak nazaj. Če je Jezus res vstal od mrtvih, je to potrdilo, da je on Mesija, in to je potrdilo še nekaj drugega, da je tudi tale njegova smrt 3 dni prej, na Veliki petek, da je ta smrt nekaj čisto posebnega. Ta smrt ni še ena od smrti v verigi, ampak je nekaj čist edinstvenega, nekaj, kar nima nobene primerjave in ki je spet razklala svet. V bistvu se tukaj opisi v evangelijih se kar zelo strinjajo s tem, ker namreč opisujejo kot zatemnitev sonca, da je cela zemlja je bila v temi, celo stvarstvo da se je ustavilo. In potem je bil potres in potem se je raztrgala tista zavesa, kot vemo v templju. Se pravi, s to smrtjo je ta razpoka dejansko začela se širiti v tem svetu in se širi vse od takrat naprej. Ta smrt pomeni konec človeka na določen način, pomeni konec bivanja na določen način in seveda potem z vstajenjem od mrtvih pomeni začetek bivanja na nov način. Pomeni vdor v samo bistvo tega, kako mi smo kot ljudi, kako jaz sem kot človek. Moj način sebstva, moj način jaza, moj način, kako samega sebe doživljam, je tukaj dobil drastično, usodno, radikalno alternativo, v katerega lahko prestopam. Se pravi, to je zdaj bistveno sporočilo Velike noči. Tukaj imamo 2 dogodka, smrt in vstajenje, ki oba naš svet razkoljeta in odpreta v njem odprtino za bivanje, ki je povsem drugačno, ki nima primerjave, ki je novo in seveda, ki je napolnjeno z življenjem, ki prekipeva, se pravi življenje in še več življenja. In to je tukaj, zato je seveda tudi beseda o križu, tako kot piše apostol Pavel potem v pismu Korinčanom, beseda o križu je Božja moč. Se pravi, ko razglašamo dejstvo, da je Kristus Mesija, da je umrl za nas, da je križan in da je vstal od mrtvih, tukaj v tem je sama moč samega Boga, da nas same preobrazi, da nas prestavi sem v to novo bivanje, ki ga vidimo v Kristusu. In vemo pa, kako se temu bivanju pridružimo, z preprosto vero, z zaupanjem, z zvestobo njemu, s tem, da mu začnemo slediti. Ali pa lahko rečemo tudi drugače, če smo rekli, da je vstajenje, da pomeni inauguracija Božjega kraljestva, sicer še ne vidno, ampak realno, ker je kralj postavljen, ker se je zdaj jasno pokazal, kdo je kralj, kdo je voditelj, potem pomeni vera pravzaprav samo lojalnost tej novi oblasti, preprosta, osebna,
predanost, lojalnost, zvestoba tej novi oblasti, ki je Bog vzpostavil. Se pravi, ko mi pristopimo res k Jezusu kot k Mesiju, potem mi priznamo to novo oblast, ki jo je Bog ustanovil, vzpostavil. Tukaj imamo trden temelj, trdno skalo, na katero se lahko postavimo. In to je sporočilo velike noči. Sporočilo, da je dejansko da so se odprla vrata, ki jih nismo pričakovali. In v zvezi s tem mogoče lahko omenimo še eno Pavlovo besedo, ki moli, v bistvu prosi Efežane, da naj molijo zanj, da bo oznanil skrivnost Kristusa. In ta izraz je malo hecen, če mislimo, zakaj bi bila to skrivnost, ne? Pa sploh zakaj če ne bi jo razglašal. Ampak preprosto dejstvo je, da ta realnost tega Božjega kraljestva, o katerem govorimo, ta realnost je večini ljudi skrita in je nedostopna. In dejansko z razglasom evangelija ta realnost postaja, se razkriva vsem, ki hočejo prisluhniti, ki hočejo vsaj malo odpreti ušesa, pa odpreti srca, da pristopijo k temu studencu življenja, ki se je odprl. Se pravi, Bog nas kliče vse ljudi, da pristopimo k Kristusu, da mu začnemo zaupati, da vstopimo sami tudi v njegovo smrt in da vstopimo v njegovo vstajenje. Lahko bi mogoče tako zaključili. Vemo, da evangeliji spet poročajo, da vsi njegovi učenci, vsi njegovi bližnji so se razbežali, ko je bil križan. Nobenega ni bilo tam zraven. Ampak Jezus nas poziva zdaj, tako kot nas je že prej, da tudi mi vzamemo križ in gremo za njim in za njim. Se pravi, zdajle, danes ima vsak od nas priložnost, da se pridruži Kristusu pod križem ali pa celo na križu, da tudi mi vstopimo v to blagodejno smrt, ki nas osvobaja samih sebe, ki nas osvobaja greha, ki nas osvobaja krivičnosti, ki nas osvobaja vse upornosti, vse odtujenosti od Boga in odtujenosti od človeka. Se pravi, da vstopimo v to smrt, ki nas očiščuje in ki nas osvobaja, in da ker dejansko tam lahko umre vse to, kar mora umreti. Da vstopimo v to smrt in s tem, ko vstopimo v to smrt, pa seveda vstopamo tudi v veliko upanje, ker se že v nas, tudi že tukaj skrivnostno, pa vendar zelo resnično, čeprav nevidno, se v nas začenja novo življenje, se začenja moč Božjega kraljestva, ki je najprej ljubezen do Boga, potem je ljubezen do bližnjega, potem je tukaj nov smisel življenja, ker smo s Kristusom poslani, da delamo učence po vsem svetu in da vse ljudi povabimo v to razpoko, vse, ki hočejo slišati. In tukaj v tem poslanstvu nam je pa poslan tudi Sveti Duh, ki je Božja moč, ki potrjuje to, da je Kristus kralj ne samo s pametnimi besedami, ampak z močmi, s čudeži, z ozdravljenji, z proroškimi besedami in z vsemi močmi duha, pravzaprav z vsem tem, ker je Jezus že sam delal. Sveti Duh to enako dela po Jezusovem telesu, ki je danes skupnost vseh tistih, ki so v to razpoko stopili. Moje vabilo in moj poziv je vsakmu, da vstopite tudi vi v to razpoko Kristusovega križa in Kristusovega vstajenja.